Da velike korporacije Zahoda izkoriščajo nerazviti jug, ni skrivnost. V pravični trgovini zato težijo k enakopravnosti v trgovanju. Da so proizvajalci za svoje delo pravično plačani, da ni vključeno otroško delo, da se zmanjšuje število posrednikov od proizvajalca do končnega kupca. Pred leti so organizirali tečaj za ženske iz Kalufija, da so jih naučili tkati. Tudi njihovi izdelki so na voljo v pravični trgovini. Več let sodelujemo z organizacijo Kafuli v Burkini Faso in to je izdelek iz Kafulije. Se kdaj med nakupovanjem vprašate, od kod prihaja izdelek, koliko truda je vanj vloženega, kdo ga je naredil? Tukaj piše o organizaciji, kjer so bile te lutke narejene. Kupila sem te 3 ročne lutke. Zmeraj kupujem take funkcionalne igračke. Ozaveščanja o ekologiji prek delavnic se je udeležila tudi 11-letna Pija Zala. Ustvarjala je z odpadnim Bravim časopisom za slepe. Sem naredila eno embalažno škatlico, not bom pa dala nakit. Takšen ekološki pristop je edino upanje za ta svet, pravi podpornica pravične trgovine. Se nikakor ne morem strinjati s tem, da se otroci izkoriščajo kot delovna sila. Še vedno je ogromno sužnjev na področju kakava in čokolade. Kava je sicer glavni izdelek v trgovini, a ponujajo tudi inovativne izdelke, izdelane pri nas. To so lahko različne velikosti zastavke, ki jih zberemo, operemo in potem iz njih sešijemo takele vrečke. Z vsakim takšnim nakupom lahko vsaj malo izboljšamo stanje na našem planetu.